V društvu se odlikujejo po domiselnosti, s katero nagovarjajo tako javnost kot bolnike. Njihovo delo ima dobrodejen vpliv na oblikovanje javnega mnenja, predvsem na premagovanje strahu pred rakom in na odnos javnosti do obolelih. Meni osebno je po bolezni izredno pomagal program po Simontonu. Srečavali smo se 8 tednov, se pogovarjali o tesnobi, ki nas je spremljala. Prostovoljke delujemo v 5 bolnišnicah v Sloveniji. Imamo supervizijska srečanja, kjer izmenjavamo izkušnje. Pohodništvo veliko pomeni, zato ker tam moraš tudi vse od sebe dati, kot imaš tudi v življenju, in če premagaš bolezen, tudi veliko energije rabiš. Znotraj programa Pot k okrevanju zadnje 4 leta deluje tudi skupina za bolnike z rakom. Fantje iz te skupine so v preteklem tednu organizirali akcijo Kolo življenja. Ravno včeraj smo imeli redno mesečno srečanje po končani akciji in je na skupini zelo prišlo do izraza, kako take skupne aktivnosti povežejo med seboj. Želimo bolnike opogumiti, da nekaj zase naredijo, oziroma da bolezen ne bi bila korak nazaj, ampak korak naprej v življenju. Kako omogočiti človeku zmerno ali težjo motnjo v duševnem razvoju, da doseže status odrasle, v kar največji meri neodvisne osebe, ki lahko živi v skladu s svojimi željami in potrebami? V centru Dolske Boštjančič v Dragi pri Igu so odgovor našli v samozagovorništvu. Samozagovorništvo temelji na prepričanju, da lahko osebam z motnjo v duševnem razvoju pomagamo pridobiti veščine, ki jim omogočijo polnopravno vključevanje v življenje. Ti ljudje potrebujejo veliko časa in pomoči, da razumejo temeljna pravila in oblike učinkovitega delovanja v urbanem okolju. A se je zato vredno potruditi, saj nima nihče pravice, da bi sprejemal odločitve namesto njih. Skupina je bila ustanovljena leta 1999, ima 10 članov, sestajajo se enkrat na mesec in se učijo oblikovanja in izražanja mnenj, demokratičnega odločanja in prevzemanja odgovornosti. Teme srečanj izbirajo sami. Usposabljanje za samozagovorništvo vodita mentorja Barbara Hegeduš in Matej Pelicon. Dinamika v skupini je na zavidljivi ravni. Ne skačejo drug drugemu v besedo, potrudijo se, da to, kar sklenejo, tudi uresničijo in vsakdo je pripravljen prevzeti del nalog. Del samostojnosti je tudi zaposlitev, zato hodijo vsi člani skupine na delo. V prostem času pripravljajo hrano, skrbijo za konje, sadno drevje, zelišča in cvetje. Skupina za samozagovorništvo je namreč oblika priprave na življenje v bivalnih skupinah zunaj zavoda. Moje ime je Blaž Kužnik. Prehajam iz tega centra. Hodim v službo. V službi šivam
in izdelujem voščilice. Ko sem pa tukaj na Igu, imam tukaj veliko dela. Dragi, skrbimo za vrt in za živali. Sedaj smo v našem zelenem programu. Vsak dan se pogovarjamo, kaj bomo delali čez dan in kako bomo skrbeli za vrt in za živali. 8 let sem vključen v mojo skupino samozagovorniško. Tam rešujemo naše težave in probleme. Kaj pomeni biti samozagovornik? Samozagovornik pomeni, da vsak sam ali vsak sama pove, kaj mu ali kaj tiši in tiži. Blaž je motiviran za učenje in izobraževanje, njegova moč pa se kaže prav v učenju tistih veščin in spretnosti, ki so najbolj pomembne za njegovo življenje in pa hkrati tudi za življenje drugih. Rok je moja podporna oseba in mi pomaga svetovati tisto, kar je zame težko. Kar pa zame ni težko, pa ve, kar je lažje, da bom jaz potem sam lahko ostale učil. Blaž se je vrsto let učil, kako postati dober samozagovornik. Svoje izkušnje je delil z kolegi iz evropskih držav, hkrati pa je dobro prakso prenašal tudi na samozagovornike iz cele Slovenije. Osebe z motnjami v duševnem razvoju je orisal kot aktivne državljane in sicer v tem smislu, da so lahko samostojni, da lahko izražajo svoje mišljenje in da se lahko učijo v smislu vseživljenjskega učenja. Z Rokom sva bila na seminarjih v Budimpešti in v Bruslju. V projektu je sodelovalo 8 držav. Cilji projekta so bili, da govorimo o sebi in svojih potrebah, da bi govorili z politiki, da bi lahko sami vplivali na zakone. V času projekta sem se udeležil 3 seminarjev. Po seminarjih sem vodil 4 delavnice. Naš Blaž Kužnik je vključen v varstveno-delovni center CUDV Draga Ig in v tem našem BDC-ju so 2 enoti. Tako da Blaž lahko sam izrazi željo, v kateri enoti in v kateri delavnici bi rad delal. Tako da on lahko je en teden v kreativnih delavnicah tle v Ljubljani, potem je lahko naslednji teden v zelenem programu in potem je lahko še tajnik. Delam v tajništvu. Kadar Barbara ni, se pa je sam. Sklad deluje od leta 1979, ko je v prometni nesreči umrl 9-letni Mitja, ki je imel Downov sindrom. Takrat se je porodila misel, da se mora iz žalostne izkušnje roditi nekaj dobrega. Tako je bila ustanovljena prva organizacija na Tržaškem, namenjena oskrbi prizadetih mlajših odraslih. Razvija različne oblike pomoči in izobraževanja slovenskih družin v Italiji. Izobraževanju in povezovanju ljudi je namenjena tudi revija za vzgojo in izobraževanje Škrat, ki je za gibalno ovirano mladino dobrodošla oblika posredovanja učnih in kulturnih vsebin. Delovanje sklada je zelo široko. Dejavnost našo, ki je bila predvsem namenjena otrokom s posebnimi problemi in potrebami, smo razširili, da je namenjena vsem šolam, vsem stopnjam šol. Imamo nalogo, da podkrepimo vzgojno delo šolnikov, da pomagamo družinam, ki so v stiski. Naš sklad se skrbi za to, da bi tudi odrasli lahko izobrazili. Mi imamo poleg sklada tudi vzgojno zaposlitveno središče. Pri njem usposabljamo za avtonomno življenje skupino invalidnih oseb. Večinoma so z duševnimi motnjami. Ta sklad, ki smo ga zdaj tukaj mi zgradili, je zelo pomemben za naše otroke, ker se tiče slovenskih otrok, mi sploh tukaj nismo imeli nobenih takih stavb in takih hiš, recimo za prizadete. Smo se morali posluževati italijanskih ustanov. Je naša velika skrb tudi, da s svojo revijo Škratom, ki je namenjena vsem vzgojiteljem, se pravi od staršev do vzgojiteljic v vrtcih, učiteljev, profesorjev na nižjih in višjih srednjih šolah,
kot pomoč pri didaktiki, metodiki, izbiranju vsebin, širjenju kulture. Kar se tiče te naše ljube revije, imam do nje odnos, ki je iz samega, bi rekel, jasno pozitiven, občudovalen odnos, z edino izjemo, kot rečeno, do njenega naslova, skrata, ker se mi zdi, da ni primerna za njeno vsebino, ki ni nič skratovska, nasprotno je zelo vsebinsko tehtna, moderna, aktualna. In eden od takih preredkih pobud, ki so skalile to mrtvilo, je ravno nastanek te revije Škrat. Tale plus kot je našem mrtvilu, tale živost je nastala na področju slovenske besede. Robi je imel nesrečo, zelo hudo je bilo. On je bil s kolesom, z avtom ga je en gospod pobral, sicer ni nikoli zraven prišel, da bi kaj poprašal, kako je z otrokom, ali kaj, bil je 12 let star takrat. Robija smo predlagali zato, ker menimo, da je prepričljiv dokaz, kako pomembno je izobraževanje, posebno za ljudi iz ranljivih skupin. Robijeva zgodba je lahko zgled brezposelnim, da je lahko šel tako, bom rekel, temačni trenutni situaciji, ki je velikokrat povezana še z drugimi problemi, z neko vključenostjo v izobraževanje, pomaga prebroditi to krizo in prikazati svetlejšo prihodnost. S tem se pa nekako odprejo tudi vrata na trg delovne sile. Moja nesreča je pomenila dosti pomanjkanja. Delal sem kot telefonist, pa kot vratar. Nazadnje sem bil kot v klavnici živilski delavec. Zgled nam je lahko, kako kljub neki gibalni oviranosti, možganski poškodbi živi normalno, polno življenje in uživa v stvarih, ki ga veselijo. Rad delam z drugimi ljudmi in jim pomagam, ker se potem tudi boljše počutim. Ko smo začeli z usposabljanjem v užu Moj korak, je sam predlagal, da bi ta program vključili tudi svojega sošolca iz osnovne šole, kajti Robi je namreč obiskoval po nesreči osnovno šolo s prilagojenim programom in je imel tam sošolca, ki je bil naglušen in mu je postal tudi zelo dober prijatelj. In moram povedati, da sta se oba zelo dobro znašla kot prijatelja, kot bom rekla sodelavca in ugotovili smo, da je naredil tudi zelo dobro za našo skupino in za sebe. Malo ga tudi spodbujamo in to vidi, da smo veseli vsi. Voljo je me grozno. Eden težjih trenutkov, ki sva jih skupaj preživela oziroma poskušala prebroditi, se mi zdi tisti trenutek, ko je dobil obvestilo iz službe, da je dokončno ostal brezposeln, se pravi, da se mora prijaviti na Zavodu za zaposlovanje. Ugotavljali smo, ali to pomeni zdaj le konec sveta, kaj bo z njegovo službo, pa vendarle smo potem ugotovili, da obstajajo še druge možnosti, da se lahko še usposablja naprej in da vsekakor se mu s tem niso zaprla vsa vrata v življenju. Šport je tisto,